Dober večer Slovenija, kjerkoli že si. Na prvem programu Radia Slovenija začenjamo oddajo Slovencem po svetu. V oddaji Slovencem po svetu tokrat začenjamo zgodbo Dragice Čarne, umetnice, ki že 25 let živi po svetu. Obiskali bomo mlade rojake v Nemčiji, ki tako kot slovenski vrstniki začenjajo z novim šolskim letom, in pokukali na Švedsko, kjer so se srečali predstavniki vseh generacij tam živečih Slovencev. Na koncu pa še na kolo. Poleti nas je obiskal Gabriel Hilšeger, ki je k nam z Nizozemske pripotoval s kolesom. Temu dodajemo še nekaj novic in glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Webra, ki nas bo spremljala vse tja do 22. ure. Na petku večer sem z vami voditelj Jure Kačoka. Ustvarjalnost Dragice Čarne, ki že več kot 25 let živi po svetu, smo v naši oddaji že pobližje spoznali. Njena pot jo vodi do mnogih kultur, od Italije, Španije do Bruslja. In prav vse troje je prepleteno tudi v njenem novem projektu. Umetniška ustvarjalnost vre, želja, da to ljubezen prenaša do drugih, pa ostaja. V sklopu večerov pred letošnjim festivalom poezije in vina je v Ljubljani brala svoje pesmi in tudi o tem nekaj več o avgustovskem dogodku povedala Mojci Delač, ki jo je povabila v naš radijski studio. Rekli ste, zadnje leto je bilo dinamično, delala sem na polno. Ja, res je, zato ker lansko leto, ko sva se slišali, sem izdala pesniško zbirko in sem pač promovirala pesniško zbirko. Potem je ostalo pa v kovčku še toliko idej, želja, ki sem jih želela lansko leto realizirati, in med njimi je bilo kulturno-umetniško društvo Dancing Lights, plesoče svetlobe, ki sem ga registrirala, in potem smo, že v Bruslu smo uprizorili 2 predstavitvi na temo poezije, in potem smo to realizirali v tem letu, in sem želela pač poezijo narediti živo, da pride do ljudi na svež, živ način. V tem društvu je še kakšen Slovenec, Slovenka? To društvo Dancing Lights pravzaprav dela v Belgiji, in plesalec, ki je znotraj, je Federico Ordonez. On je profesionalni plesalec in on je za vse poezije, pesmi, ki smo jih predstavili, kreiral avtorski ples. In potem kitarist, Italijan, po poreklu je Italijan, vendar je Belgijec, ker je bil tam rojen, Antoni Karuba. On je pa za vsako pesem napisal glasbo. Tako da celotna predstavitev naših Dancing Lights je v celoti avtorska. Ples, glasba in pesmi. Dark sunless seas of light push into the air. I'm inhaling like a smell of sulfur in my mouth. Šli ste tudi čez lužo, vas najprej povprašam o tem. Tam ste, če govoriva seveda o povezovanju Slovencev po svetu, šli tudi v kraje slovensko skupnostjo. Ja, to je, glede na to, da sem jaz Slovenka, ne glede na to, kje pesmi nastajajo, so v slovenskem jeziku. Za Združene države smo jih prevedli. Moja želja je obiskati vse Slovence po svetu, vendarle sem jaz domka. Tako kot sem rekla lani, nikjer se več ne čutim doma, in tudi včasih sama se čutim tujko, ker me slovenske inštitucije obravnavajo kot tujko. Nihče bolj ne razume zdomca kot ravno tisti, ki je zdomec. In zato sem želela iti v ZDA, želimo si iti še drugam, v Kanado, Argentino, kjerkoli, Avstralijo, kjerkoli so Slovenci, in slovensko poezijo na ta živ način z drugimi kulturami obogateno predstaviti Slovencem. Glejte, ne živim v Sloveniji, in zato je pač moj pristop do realizacije tega pesniško-kulturnega oziroma kulturno-umetniškega društva svojstven, ker v Sloveniji ne živim. In smo šli potem v ZDA, imeli smo nastop na našem veleposlaništvu ob slovenskem državnem prazniku. Publika je bila 99% ameriška. Bilo je do zadnjega kotička polno, ker veleposlaništvo se je potrudilo, bili smo prezadovoljni. In potem smo šli pa res v skupnost, kjer so v večini Slovenci, nekdanji potomci Slovencev. To je bilo
bilo pa v Milwaukeeju gospa Izabel Kralj, tudi umetnica, ki se je rodila slovenskega porekla, ki ima tam teatro Gigante. Ko sem jaz pisala, da bi radi prišli, ona takoj mi odprla vrata. In potem Slovenian Art Council, ki mu predseduje Kristin Karol, tudi potomka Slovencev, nam je odprla vrata na univerzitetnem gledališču in tam so bili v glavnem vsi potomci Slovencev. Nekoč je bilo tam 20,000 Slovencev, zdaj jih lahko na roke preštejete, koliko jih še zna slovensko. In me je bilo na nek način težko. In sem imela vse iztočnice v slovenskem jeziku, glavne pesmi, moje poigravanja so bila v slovenščini in angleščini, ampak pesmi so bile v glavnem angleščini, sem jih prevedla v ta namen, zato ker potomci že druga, tretja generacija ne znajo več slovenščine, oziroma se spomnijo detkov od babic in tam je bilo res prisrčno, lepo. Moram reči, da sem iz srca hvaležna in sami so bili tako veseli, ponosni, čisto na drug način so nas sprejeli, ne samo, da bi prišla, ne vem, z neko nacionalno glasbo, ampak s poezijo, ki je bila obogatena z španskim melosom glasbe, in seveda tudi sodobno glasbo in sodobnim plesom in s flamenkom. I'm lying on the edge of the edge, the drop on my right kilometers deep, this overhanging cliff. My body on the ground and I'm struggling for a centimeter slowly, gathering my will to get away from all ends. Rekli ste, ko ustvarjate, ste delček od vseh, no delček svojega ustvarjanja pa ste prenesli prav pred nedavnim tudi v Ljubljani, kjer je v sklopu festivala poezije in vina potekalo branje. Tam ste bili v družbi še 2 ustvarjalcev in ste tudi predstavili svoje dela. Kako je bilo? To sodelovanje na dnevih poezije in vina je zame posebna milost, bi lahko rekla, zato ker glede na to, da ne živim v Sloveniji, me na taka vabila ne vabijo. Vendarle špansko veleposlaništvo v Ljubljani mi je odprlo vrata, ker pišem tudi pesmi v španskem jeziku. Ogromno mojih originalov je v španskem jeziku in glede na to, da povezujem z španskim melosom, flamenkom, so mi oni odprli vrata in so mi oni na nek način pomagali, da sem na tem festivalu brala ob gospodu Ivu Svetini in kanadski pesnici Saniti bosanskega porekla. Bilo je prezanimivo, publike je bilo veliko in brala sem v slovenskem in španskem jeziku, tako da tudi tu je bila prisotna multikulturnost, večkulturnost, ker dejansko smo otroci tega planeta in je prav, da smo odprti za vse, kar je drugačnega in hkrati našega. Rekli ste, da ste kakšen mesec zdaj v Sloveniji, ste se navžili in počrpali tega sonca in topline poletja. Bilo je prelepo, tokrat nismo se potepali po drugih, v juliju smo bili okrog, ampak avgust je bil samo za Slovenijo in sem ga porabila za svoje sorodnike, za prijatelje, za mamo. Tako res lahko sem vesela, da je bil ta mesec tako topel in hkrati tako lep, obogaten s tolikimi kulturnimi dogodki. Potem pa čim več prijetnih vračanj domov vam želim takole z ustvarjanjem, izzivov bo še veliko in vse dobro, torej kot ste rekli, splet hrani tudi vašo ustvarjalnost za vse tiste, ki bi radi slišali in videli še več. Mi pa za konec bomo slišali nekaj verzov. Izvolite. Ja, z veseljem bom prebrala iz zbirke Ljubezni brez doma, Dragica Čarna, Temne podobe svetlob. Temne podobe svetlob se vrivajo med moje vdihe kot vonj žvepla v ustih, kot slina grenka odvečna včasih mojih pričakovanj. Verzi mi sproti bežijo kot otrok na gugalnici. Ne ujamem še dobro deske, že znova je v zraku z nogami kvišku, da je zalet večji in odriv močnejši, ko se vračajo k zemlji. Na robu roba ležim. Prepad z desne, kilometre globok, ta previsna stena
na zemlji telo in se borim za centimetre počasi, z voljo uma, da se umikam proč od vseh koncev, ki ne nosijo začetkov, niti svetlobe in jih ne morem prerasti in mi jih ni dano ponotranjiti. Padati, 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 povsod reke, brezmejna sotočja belih vod. In jaz se oklepam kamnov ograj, ki se majajo in se upiram. Bose noge med kamne, da ne zdrsim med pene z divjanih rek. Bitke in bitke večnih koncev, temne podobe svetlop v grlu, v gležnih na ramah. Padati, padati, padati. Nekje mora biti dno koncev, nekje mora biti začetek. Nekam se mora upreti luč. Hvala lepa za obisk v studiu. Hvala lepa vam, gospa Mojca.